Besedo dajem magistru Branku Grimsu. Ja, hvala, vsem prav lep pozdrav. Zdaj, dejanski razlog, zakaj danes sedimo tukaj, seveda še ni bil povedan. Ne? Ta državni zbor si je privoščil, oziroma če smo precizni, ne? Parlamentarna večina v tem državnem zboru si je privoščila pred časom na začetku tega mandata nekaj, kar se v parlamentu nikoli ne bi smelo zgoditi. Grobo je posegla v temeljne človekove pravice, ne samo izvoljenega poslanca, ampak tudi vseh, ki so volili tistega poslanca. In s nekim za lase privlečenim izgovorom odvzela mandat predsedniku SDS Janezu Janši. Kasneje je seveda ustavno sodišče to povrnilo nazaj, ampak škoda je bila v tem delu nepopravljiva. To vsi dobro veste za tisto obdobje, ko je on v parlamentu manjkal. To se pravi, zaradi grobe kršitve človekovih pravic je zdaj treba nekaj maskirati. Ne? In maskira se to s tem, da se sprejema na široko en cel paket, ki je milo rečeno problematičen. Ne? Če sem zelo diplomatski in se držim tistega, kar je rekla predstavnica pravne službe. Dejansko je v tem paketu samo ena rešitev dobra in to je tista, ki sledi odločbi ustavnega sodišča, to se pravi, da je potrebno omogočiti dostop za vse, ki so pač invalidi in da jim je treba to omogočiti na vseh voliščih. Jaz samo upam, to pa opozarjam, kar se v Sloveniji vsaka stvar zelo hitro sprevrže, da se potem, ko bo ta rešitev sprejeta, kajti če ne bo v tem paketu, bo tukaj treba to vložiti posebej in če ne bo kdo drug, bomo za to mi poskrbeli, da se ne bo to zlorabilo za to, da bi se zmanjšalo število volišč in da bi se potem volitve naredile težje dostopne vsem ostalim. Ne? Kajti vem, da so take razprave že bile in opozarjam, da mora biti pač pod razumnimi pogoji vse dostopno vsakomur. Tukaj gre za uresničevanje temeljne ustavne pravice, ki je temelj demokracije. In da bo seveda še kako treba ohraniti zadostno število volišč in tudi zadostno razpršenost teh volišč, da bo vsakomur pod razumnimi pogoji omogočeno glasovanje na volitvah in nobeno druga oblika glasovanja ali pa kaj podobnega, kar bi kdo hotel potegniti iz rokava, tega ne more odtehtati. Zdaj, kaj se je potem zgodilo, vsi veste. Ne? Potem se je začela razprava, kako te stvari urediti. Takrat, ko ste protiustavno in s grobo kršitvijo človekovih pravic ne samo poslancev, ampak tudi vsem, ki so glasovali za in za njegovo stranko, imajo ta mandat, sem vas opozarjal na tisto, kar vas je zdaj v odločbi opozorilo tudi ustavno sodišče in je potem predstavnica pravne službe povedala, da to pa ni v celoti upoštevano, to je pa sodna praksa evropskih institucij, tudi sodišča v Štrasburu, takrat sem, mislim, da prebral 4 take odločbe in vas na to tudi pravočasno opozoril, pa ste vseeno glasovali kot ste, ne? Da seveda se lahko pod določenimi pogoji omeji pasivna volilna pravica, ampak mora biti ta omejitev znana vnaprej, da pod nobenim pogojem in na noben način pa ni mogoče tega uveljavljati za nazaj, kar ste mimogrede naredili vi. In zdaj zaradi tega, ne, da bi si oprali vest, pa da bi pol izpadali, kako preganjate kriminal, ste šli s tole predlogom teh zakonov. Ne. Prvo, kar je problem pri tem paketu, je, da taka stvar bi morala imeti direktno ustavno podlago, ne, kajti sicer je potem v ustavni presoji predmet tehtanja vrednot in pa ustavnih pravic. V taki obliki, kot ste vi to predlagali, tega zanesljivo ne zdrži, niti teoretično. Ne. Problem tega je, da ustava daje pasivno in aktivno volilno pravico vsakomur, ki ima državljanstvo, ki je dopolnil 18 let, je torej polnoleten in ki mu ni odzeta pravilna sposobnost neomejeno, brez kakršnekoli omejitve. Ne. To se pravi, kakršenkoli tak poseg je že ustavno pravno vprašljiv. Drugo, kar je pa še mnogo pomembnejše, ravno zgodba, na katero ste s svojim protiustavnim ravnanjem nehote opozorili, je svarilo. Kajti kaj je bistvo te zgodbe? Ne?
da sodbe potem lahko tudi padejo. In če bi bile vmes volitve, če bi recimo tako, kar ste vi zdaj predlagali, to veljalo, potem tisti človek na volitve sploh ne bi mogel iti. In bi mu bile dvakratno kršene njegove človekove pravice. Prvič s očitno protiustavno sodbo, ki je potem se razletela na ustavnem sodišču, sicer bi se pa v Štrasburu, pa so na srečo ustavni sodniki premogli dovolj zmožnosti. In drugič bi mu bile kršene s tem, ko ne bi mogel kandidirati. In bi bil 4 leta izločen iz političnega življenja v delu, ki se nanaša na institucije države Slovenije. Ne? To se pravi, ne samo, da ta zakon nič ne rešuje, ampak zaradi prakse, ki smo ji bili priča, bi pomenil samo to, da bi potem pa kršitev postala popolnoma nepopravljiva. Ne? Zdaj je bila vsaj nepopravljiva samo za tisti del, ko je bil posameznik izločen iz parlamenta, pol bi bil pa kar za cel mandat oziroma trajno. Ne? Se pravi, to ne rešuje nič. Problem je čisto nekje drugje. Ne? Da v Sloveniji bi morali najprej imeti pravosodni sistem, v katerega bi dejansko vsi zaupali. Ne? Danes lahko spet vprašam, ne zdigne roko tisti, ki brezpogojno zaupa v slovenski pravosodni sistem. In spet nihče ne dvigne roke. Ne? Pa ste povedali točno, kaj je narobe s tem, kar je danes na mizi. Ne? Dokler imamo pravosodni sistem, ne? Pa tukaj ni samo pravosodje, ali pa če hočete sodišče tisto, ki je problem, ne? Ampak tudi koga preganjajo pristojne institucije. Pač recimo, kako je v Sloveniji? Ne? Najde se 600 trupel pobitih po drugi svetovni vojni, poteka kakšna preiskava? Nobena preiskava ni bila sprožena. 600 mrtvih ljudi, zločinsko pomorjenih. Nobena preiskava ne poteka. Eden objavi en tweet, takoj gremo v preiskavo, v sodni postopek, že teče procedura, ni problema. Ne? To se pravi, tweet je problem, mrtvi niso problem. Ne? Dokler je taka logika v sistemu ali pa so take družbene vrednote, tudi v tistih, ki bi morali skrbeti za zakonitost, je nekaj katastrofalno narobe s to državo. Ne? In do takrat seveda takega zakona ne moreš sprejeti. Ker bi pomenila, še enkrat povem, sprejem take zakonodaje samo dodatno možnost za dodatno kršitev človekovih pravic, ki bi bila še bolj nepopravljiva. Reševala ne bi pa ničesar, ne? Če smo pošteni. Kdorkoli bo trdil drugače, ve, da ne govori resnice. Ne? Pa lahko govori, kar hoče. In če gremo naprej, ne? Kako je sploh s vrednotami, po katerih potekajo taki postopki? Ne? Včasih recimo je pač veljalo govoriti resnico za vrednoto, da se pošteno in odkrito imenuje stvari s pravim imenom. To smo nekoč še v tem parlamentu sprejeli kot temelj medkulturnega dialoga. Danes se uporablja sovražni govor kot pojem kar tako. Ne? Včasih je bil sovražni govor, recimo v pravu, ker je to zelo pomembno danes, za institucijo, tudi kateri govorimo, zelo jasno definiran. Razčlovečenje posameznika in, pazite, in hkrati utemeljevanje, zakaj je bilo to dopustno ali potrebno. Jaz poznam točno en proces, ki zdajle poteka na sodišču, ki izpolnjuje te pogoje, pa poteka že 5 let, čeprav gre za celo družino. Ne? In se nikakor ne pripelje do konca, če pa se bo pa tista sodba taka, ne mo za nikamor. Ne? Danes se pa s tem kar operira. Ne? Sovražni govor je pravzaprav vse. Ne? Danes gre zadeva približno po tejle logiki. Ne? Kaj je sovražni govor? Sovražni govor je vse, kar sovražijo slišati levičari. In kaj levičari ne marajo slišati, kaj najbolj sovražijo resnico. In danes je sovražni govor v bistvu, če govoriš resnico. Ne? Tako približno poteka danes javni diskurs. Ne? In potem se tisto sodno preganja in omejuje. Če kdo ne verjame, ni si pogleda, pa natim se to samo naš problem. Ne? V sosednji Avstriji je bil nekdo, ki je samo nekaj slabega rekel o ljudeh, ki so storili očitno kriminalno dejanje, sam obsojen potem zaradi sovražnega govora na ne vem koliko let kaznjega. Ne? Sicer zadeva, mislim, da še ni pravnomočna, ampak je pa nekaj, kar kaže na to, da je nekaj v Evropski uniji hudo narobe, ko gre za vrednote. Ne govorim zdaj več samo o Sloveniji. Ne? In tudi to je seveda razlog, da takega zakona ne moreš sprejeti. Zdaj te rešitve, kaj v praksi pomenijo? Ne?
Vse skupaj je en velikanski blef, celo če spustimo tisto, kar je pravna spornost. Ne. Kaj ti govori o nečemu, kar je volivcem znano, jasno, na dan glasovanja. In zdaj se postavimo vprašanje, ki ni samo teoretično, ampak hudo praktično in se z njim tudi velik del pravne znanosti ukvarjal, marsikje po svetu. A je sploh dopustno omejevati volivcu možnost, da izvoli kogar hoče, s svojim znanjem, znanimi podatki, zato ker je tisti, ki naj bi to odločil in izbiral bolj pameten od samega volivca. Ne? Verjetno ni. Ne? Če izhajamo iz temeljnega načela, da je vsa oblast v rokah ljudstva, to se pravi volivk in volivcev, potem imajo oni pravico izvoliti kogar hoče. Pa če je ta tak ali pa drugačen, ali pa malo poseben, ali pa uporablja govorico izpred 30-40 let, ki so ji takrat si ploskali, kot recimo eden od predsedniških kandidatov danes v ZDA, ali pa če se spreneveda in uporablja povglancano govorico z vsem kriteriji, ki ustrezajo pač današnjim pojmovanjem levice za tisto, čemur se reče politična korektnost in jim grede nekaj, kar bolj uničuje to družbo, kot vas kriminal znotraj njene. V vsakem primeru imajo volivci končno besedo in v vsakem primeru imajo oni pravico izbrati. Ne? Jaz osebno mislim, da tisti, ki pa sprejemajo zakonodajo ali pa ustavo, imajo samo pravico dati okvir, znotraj katerega oni lahko se sami odločijo svobodno, za kogar želijo. Zakaj bi bilo treba to omejevati? Tudi če je bil nekdo nekje obsojen. Ljudje imajo vso možnost, da danes to vedo, sodbe so javne, tajnih sodb ni več. Ne? To se pravi, če so kljub temu navdušeni, da takega človeka rabijo, naj ga imajo. Ne? Se danes do konc koncev tudi v parlamentu, ki se je včasih skliceval na, mislim, da celo konzilijsko mnenje, da ni duševno prištevan v kakšnem postopku, pa kaj podobno. Pa je tudi v tem parlamentu danes. Ne? Pa je zato kaj narobe, ljudje so ga izvolili, imeli so to pravico in konec. Ne? Pač, kako že pravijo, vedno ima vsak narod, ali pa če hoče, take predstavnike, kot si jih zasluži. Izbor ljudi je pač izbor ljudi. Ne? In vsaka manipulacija je tukaj nedopustna, vsako omejevanje. Ne? In recimo zadnje volitve so bile z tega vidika ravno ustavno-pravno skrajno sporne. Ne? Kaj ti z neko zlorabo pooblastil, z neko zlorabo institucij se je nekoga vrglo tik pred volitvami v zapor. Ne? Ni se ga moglo izločiti, ker pač te podlage ni bilo, poskušalo se je s tem kasneje, kljub opozorilom vam ni ratalo, ne? Ampak seveda zanesljivo je to vplivalo na udeležbo na volitvah, na odločitve volivcev. Ne? Se pravi, že samo to je samo zase z demokratičnega vidika katastrofa in te volitve je bilo treba ponavljati. Ne? Pa je seveda vam na kraj pamet, kaj tega ne pride. Ne? Ampak še bolj nemogoča situacija bi pa bila, če se to sprejme. Kaj ti potem, še enkrat povem, tisto, kar se je zgodilo eni osebi in vsem, ki so ga volili njegovo stranko, ker gre za proporcionalne volitve, v dolžini nekaj mesecev, da je bil protipravno izločen iz parlamenta, bi se lahko ob sprejetju te zakonodaje in ob ponovitvi dogodkov, kakršnim smo bili že priča, niso hipotetični, temu smo bili že priča v Sloveniji, sprevrglo v trajno kršitev človekovih pravic. Ne? Dokler imamo tak pravosodni sistem in take vrednote v tej družbi. Ne? Zato pač je tak poskus samo na nek način pranje rok za tiste, ki ste si jih takrat umazali s tisto kršitvijo človekovih pravic. Ne? Zato, da bi drugič izpadli objektivno fini, dejansko pa s tem povzročili še hujšo kršitev, ne? Ki bila mimogrede potem pa res popolnoma nepopravljiva. Ne? Iz vsega tega razloga je najbrž vsem jasno, da mi teh rešitev pač ne bomo podprli. Smo pa predlagali dvoje. Ne? Najprej, če že hočete take stvari sprejemati in če boste zbrali zadostno večino, seveda brez nas, potem vam v SDS predlagamo dva amandmaja. Prvič, da se izenači pogoje vsaj s tistim, kar velja za sodišče, ne? To se pravi, da mora biti naklepno dejanje in pa nepogojna obsodba za več kot 6 mesecev. Kar je tudi na nek način skladno z nekaterimi rešitvami, ki so bile že do zdaj v praksi, sicer drugačne.
In po drugi strani, da se seveda sankcionira tiste najbolj grobe kršitve človekovih pravic, ki smo jim bili priča v preteklosti. Ne? Da se doda člen, po katerem nekdo, ki je sodeloval v načrtnem, grobem, sistematičnem kršenju človekovih pravic v okviru prejšnjega režima, kot pripadnik ene od tajnih služb, tajne politične policije totalitarnih režimov, je, kot veste, obsodil tudi Evropski parlament in to soglasno z glasovi vseh poslancev iz Slovenije, ne glede na politične stranke. Žal enake moči ni bilo v slovenskem parlamentu, ampak pač nekateri smo za to glasovali in imamo vsaj čisto vest. Potem bi vsaj tiste lahko izločili iz kandidatur, ne? Pa ne vnaprej. Tako kot je to predvideno, je samo to, da bi vsakdo moral o tem podpisati izjavo. Če bi se izkazalo, da je izjava lažna, to se pravi, da so ga ljudje izvolili na podlagi dokazljivo lažnih podatkov, potem pa bi seveda izgubil mandat in bi se za tisto mesto moralo upoštevati druge zakonske rešitve. Ne? To bi popolnoma logično, popolnoma enostavno in še enkrat, to ne gre samo za nazaj, za nekoga, ki je kršil pravice, ampak bi še enkrat s prevaro bil izvoljen. Ne? Samo v tem primeru bi izgubil mandat, ne? Ker bi po domače rečeno pod prisego lagal, bi na nek način temu rekel, ne bi sodno, ampak z izjavo dano najvišjemu telesu, ki ima oblast v državi. To pa je volilno telo vseh volivk in volivcev. To so torej naši predlogi, te bomo podprli. Od sedanjih rešitev pa še enkrat povem, je samo ena, ki je resnično vredna podpore, to je tisto za dostopnost vseh volišč za invalide. Glede vsega ostalega pa bomo seveda odločno nasprotovali.